Ena izmed priljubljenih misli naslednjega govorca je tale. Sveta ne vidimo takšnega, kot je, ampak takšnega, kot smo sami. Strokovnjak za poslovno strategijo, sicer diplomirani pravnik, 12 let je bil generalni direktor Lidl Slovenija, zdaj je strokovnjak za poslovno strategijo in prilagodljivost organizacij, soustanovitelj več podjetij, med njimi Great Leadership Solutions. Zdaj, če rečemo, da bo predstavil pomen agilnosti v sodobnem poslovnem svetu in kako ostati konkurenčen v hitro spreminjajočem se okolju, se mi zdi, da smo to že tolikokrat slišali, da je enostavno to zgolj znova zguljena fraza. Ampak, ker je to Gregor Kosi, vemo, da z njim na oder prihajajo energija, učinek in navdih in gotovo kakšen svež pogled na tole konkurenčnost. Gregor, dobrodošel in izvoli. Hvala lepa. Ste dobro? Zdaj, ko sem se pelal sem gor, proti hotelu, smišljal, tako zdaj bo verjetno, ne bo problema s parkiranjem, tako je že polovica odšla, tako da me je to malo tolažilo, da bi imel malo manj treme. Tako da trema je dober znak, malo je imam. Bi pa vas mogoče malo že povedal skozi to prvo vprašanje, ne ga mogoče toliko omejiti, da se sprašujete, okay, za koga to velja. To velja zdaj zame, ker vodim ljudi, ali to velja zame, ker imam nekje vodjo, pa da vidim, ali je šef bolj ta prvi ali bolj ta drugi. Lahko si v starševski vlogi, lahko si v partnerski vlogi, v katerikoli vlogi vedno vodimo. Če imamo neke želje, neke pričakovanja, vedno se znajdemo v trenutku vodenja. Ne moramo biti vsi voditelji, oziroma smo lahko. Ampak zato moramo izpolniti nekaj pogojev. In če se zdaj vprašamo na začetku, a je voditelj prihodnosti bolj podoben CEO-ju ali pa centralni procesni enoti, kaj bi rekli? CEO? A ste ziher? No, naj vam že na začetku odgovorim na to vprašanje. Večina vodij danes je bolj podobno centralni procesni enoti. CPU-ju. A se strinjate? Kako ga prepoznate? Kako prepoznate vodjo CPU-ja? Zdaj, govori kot algoritem. Odloča se kot računalnik. Motivira številkami. Mimo grede na mestu ljudi tudi vidi sam številke. In pa, evo ga. In pa na koncu vodi ga logika. In to so ponavadi tisti vodje, ki si rečejo, čustva posla nimajo kaj početi. Zdaj, kako prepoznati na prvi pogled razliko med prvim in med drugim? Po njuni valuti. Oziroma drugače, po vrednosti njune valute. Kaj pa je njuna valuta? Ni Bitcoin. Ne. Njuna valuta je pozornost. Raven njune pozornosti. Oziroma kam je usmerjena njuna pozornost. In če danes rečemo, da je najpomembnejša valuta oziroma dobrina, ki je v največjem pomanjkanju, ravno pozornost, a se strinjate? Je te prekleto malo. Tako da čestitke za vašo pozornost skozi današnji cel dan. Je pa tako, po nekaterih statistikah je nekako pozornost od leta 2000 do leta 2015 padla iz 12 sekund na 8,5 sekund. To je manj kot zlata ribica. Zdaj, ne vem, če ste to vedeli. 96krat na dan prečekiramo svoj telefon, to je vsakih 10 minut. In nekaj se v tej smeri razvija, v smeri digitalne demence. Ta izraz ste verjetno slišali. Leta 2012 ga je oblikoval oziroma koncipiral nemški nevroznanstvenik Manfred Spritzer in pravi: digitalna demenca je upad kognitivnih sposobnosti kot posledica prekomerne uporabe digitalnih naprav. To pomeni, prekomerna uporaba digitalnih naprav nas dela vedno bolj neumne. Predvsem pa je to zelo pomembno. Zakaj? Kako sprejemamo odločitve? Odločitve sprejemamo na podlagi tega, kako razumemo informacije. Kako opazujemo in glede na naše izkušnje. A veste, koliko odločitev sprejemamo vsak dan? 35 000. Že to je odločitev, mimo grede, tako, da se postavim levo ali pa desno. In digitalna demenca nas spodbuja k temu, seveda v negativnem smislu, da vedno bolj izgubljamo sposobnost pomnjenja. Zakaj to pomeni? Če nam je vse tako hitro, nekje na dohvatu ruke, na dosegu roke, zelo veliko ne razmišljamo. Zdaj, a kdo ve, kateri poklic na svetu ima najboljše razvit hipokampus oziroma center za shranjevanje spomina? A kdo ve? To so londonski taksisti.
Preden postaneš londonski taksist, traja od 2 do 4 leta. In v tem času, temu testu se reče the knowledge. In ne moreš kar tako postati v Londonu taksist. V tem času si moraš zapomniti imena 25,000 ulic. Zdaj, župan Janković je rekel, da ne more postati pri svojih letih več župan Beograda, zato ker bi si mogel spet zapomniti par 10,000 ulic. Vsaj 2 do 4 leta bi verjetno trajalo usposabljanje. In londonski taksisti so tudi tisti, ki si morajo zapomniti vsaj 6,000 mest oziroma krajev, znamenitosti, na katere vozijo turiste. Kaj se je zgodilo pri njih? Načeloma ne rabijo uporabljati GPS-a. S tem, ko uporabljamo GPS, s tem, ko uporabljamo opomnike, s tem, ko si ne zapomnimo več telefonskih številk, s tem, ko imamo vse v koledarju in vsak trenutek tole, tako malo zazvoni, se dejansko sposobnost pomnjenja zmanjšuje. In to zaživemo. Možgani so kot vsaka druga mišica. Manj kot jih uporabljamo, bolj atrofirajo, bolj zgubljajo svoj potencial. Ampak spomini vse. Fragmentacija pozornosti. Dejansko s tem digitalna demenca, in to že pri otrokih, spodbuja, da kar za 40% pada naša produktivnost. To pomeni tisti, ki trdite, vemo, da predvsem nežnejši spol bi naj bil več opravilen, je načeloma manj učinkovit. Zdaj, če imate 10 kroglic, pa 10 kroglic date vsakega proti drugemu cilju, imate na voljo samo eno kroglico. Če vseh 10 kroglic postavite na eno prioriteto, na en cilj, je verjetnost, da boste to uresničili bistveno večja. Potem naslednji izziv, ki ga imamo, pomanjkanje kritičnega in strateškega razmišljanja. Naše odločitve več niso dolgoročne, ampak vse bolj kratkoročne. Zato, ker pravzaprav samo še skeniramo informacije, gledamo naslove, ne spuščamo se več v globino in pomen in vrednost teh informacij. Čakamo, da bo nekdo drug namesto nas odločil. Vedno manj smo sposobni odločiti in tudi posledično prevzemati odgovornost. Sposobnost zaznavanja, zelo pomembna tematika. S tem, ko dejansko zgubljamo sposobnost zaznavanja v sporočilo našega sogovornika, zaznamo le še 7% njegove vrednosti, samo še besede. Tudi ko se s ChatGPT-jem recimo pogovarjate, ta razume samo 7%. Zato nas včasih malo tako razjezi, malo nas razpizdi, da ni točno to, kar smo želeli. Zato, ker zgubljamo kar 93% sporočila, v katerem se skriva tonaliteta glasu in neverbalna komunikacija. In zdaj tale zadnja, zelo pomembna, čustvena otopelost in empatija. Zdaj na University of California v Los Angelesu so ugotovili, da je vsaj v zadnjih 10 letih pri večini študentov empatija padla kar za 40%. Kaj za to pomeni? A to pomeni, če zdaj telefon nekje odložimo, a bomo zdaj bistveno povečali našo pozornost? Morda, ampak to ni dovolj. Obstaja še nekaj, kar je pomembnejše od pozornosti, od našega fokusa. In to je tole, prisotnost. Nadgradnja pozornosti v prisotnost. Tako, da ne gledamo zgolj, ampak tudi zaznamo. Tako, da ne poslušamo zgolj, ampak dejansko tudi slišimo. Zdaj pa, z zmanjšanjem prisotnosti se nam vedno bolj dogaja tole. Vse manj čutimo oziroma začutimo in vse več potrebujemo. Vedno več impulzov iz naše okolice. Vedno več in vedno več. To pomeni, ne postajamo samo bolj neumni, ampak tudi vedno bolj prazni. Ampak kje je zdaj osnovni problem? A se nam to dogaja zgolj, ker smo se kot človeška vrsta digitalizirali? Ali je problem nekje drugje? Zato si upam trditi tole. Da izvorni greh ni v pretiranju uporabi telefonov, digitalizacije, zaslonov, ampak v pomanjkanju ljubezni. Pa da ne bomo zdaj samo romantični, kaj to konkretno pomeni? To konkretno pomeni, da človek preprosto ni analogno. Oziroma preprosto ni digitalno, ampak analogno bitje. Za naši možgani niso narejeni kot stroj. So analogno vezje, ki sicer deluje celostno, vendar ima zelo jasno razdeljene funkcije. In te funkcije ima razdeljene na leve in na desne možgane. Zdaj, če je za leve možgane nekako značilna kratkovidnost, procesiranje, nadzor, logika, je za desne značilna daljnovidnost, globina, povezanost, ustvarjalnost in smisel. Ampak če zdaj malo pogledamo, v kakšen svet
rastemo, odraščamo, dozorevamo. Kje smo bolj? Smo bolj na levi ali bolj na desni polovici? Kaj bi rekli? Tisti, ki ste za levo, evo, dvignite roko. Ste bolj na levi? Kdo je za desno? Predvsem manj rok. To pomeni, da smo dosegli nek switch. Vse skupaj se je premaknilo malo bolj proti levi strani. Ampak zakaj je temu tako? Predvsem zaradi pomanjkanja odnosov, povezanosti, pristnosti, prisotnosti, zaradi pomanjkanja oksitocina. Hormona, povezanosti in odnosov. In če tega hormona ni, obstaja samo ena opcija. Vprašanje je, kako ga nadomestiti. In nadomestiš ga seveda z dopaminom. Zdaj, včasih so rekli, ne, prav je, da si deloholik. To pomeni, če ni bilo doma ljubezni, povezanosti odnosa, si šel v službo in delal kot norec. Danes pač več tega ne rabiš, ne rabiš več delati kot norec, dopamin dobiš še hitreje. Ker prej si se vse mogel potruditi za ta dopamin, da si ga dobil, da si enostavno kompenziral to pomanjkanje odnosa, prisotnosti in povezanosti z oksitocinom oziroma z dopaminom. Danes pa ta dopamin dobiš dejansko tako, sam čakaš. In že pride, pogledaš v telefon, pride prvi impuls. Pogledaš dalje, že drugi impuls. Enostavno scrollaš, več čas se sam premikaš in dobivaš več čas te nagrade. Problem je v čem? Če dopamin dobivaš skozi napredek, skozi trud, skozi prizadevanje, kar traja seveda bistveno več časa, pomeni, da napreduješ, rasteš, se nadgrajuješ. Če pa to dobivaš na takšen način, kot da z digitalizacijo non-stop dobivaš ta rush, non-stop dobivaš to pozornost, non-stop dobivaš te impulze, se pravi kaj? Ne napreduješ, ampak dejansko nazaduješ. In to je osnovni problem, da prihaja do kompulzije, odvisnosti in zasvojenosti. In kaj se nam je enostavno zgodilo? Enostavno smo iz to, da življenje živimo, šli v preživetveni modus. Z dopaminom, dopamin nas dejansko tera, nas spodbuja k temu, da preživimo. Odnos, povezanost, prisotnost, pristnost je pa tisto, kjer življenje res zadihamo s polnimi pljuči. Čisto da razumemo, na kateri strani smo. In dogaja se enostavno to. Ta dopaminska prenasičenost. Prehitro dobimo nagrado, prehitro smo nagrajeni. Enostavno prehitro. In zato postajamo zasvojenci leve hemisfere. Zdaj, kaj lahko naredimo? Zdaj, če gremo nazaj na naše vodje, imamo CEO-ja, to je tisti, ki vseeno vidi malo širše. To je tisti, ki uporablja desno možgansko polovico, ki razume tole prisotnost, razume to povezanost. In na drugi strani CPU, ki ga dejansko zanimajo samo rezultati, ki je rezultatsko usmerjen. Kje je razlika med njima? V razumevanju tega, da bo vodja prihodnosti moral začeti bolj uporabljati hormon voditeljstva. In tu je osnovna razlika. In če CPU, vodja CPU tisti, ki dosega rezultate, dosega po drugi strani tudi to, da je vedno več njegove ekipe izgorele. Morda je učinkovit na kratek rok, na dolgi rok pa zagotovo ne. In njegovo glavno orodje je nadzor, kontrola. Kaj je glavno orodje, oziroma kaj bo glavno orodje CEO-ja prihodnosti? Njegovo glavno orodje bo zaupanje in doseganje rezultatov skozi zaupanje, skozi povezanost. In če je CPU dopaminski vodja, je CEO naš oksitocinski vodja. In če pri CPU-ju v takih organizacijah ta zavzetost zgolj površinska, pomeni, da bo slej ko prej izginila. In danes vedno več raziskav, pa ne samo raziskav, to vidim tudi, ko delam s podjetji. Vedno več vodij ugotavlja, ljudje ne prevzemajo odgovornosti, ljudje več niso zavzeti. In dejansko smo, sploh v Evropi, imamo najnižjo stopnjo zavzetosti vseh časov. Zgolj še 13% zaposlenih je aktivno zavzetih. Vsi ostali hodijo v službo, ali pa si v osnovi že iščejo drugo službo. Kako bomo potem dosegali rezultate? Kako bomo napredovali? In kateri vodja je sposoben pri človeku spodbujati smisel, da vidi neki višji cilj? Kateri vodja je sposoben pri sočloveku, pri svojih sodelavci spodbujati varnost? Da ne pozabimo še zadnjega, dostikrat rečemo, CPU vodja bo rekel, mene njegovo zasebno življenje ne zanima, pa bi ga moglo zelo. Zato, ker človek prihaja v službo s svojimi problemi, se bo to poznalo na smislu in na varnosti. Zato bi ga moglo to prekleto zanimati. Torej,
kaj narediti? Našega dopaminskega vodjo, CPU vodjo, zanima seveda, kaj je potrebno narediti, da dosežemo rezultate. Torej, kaj je potrebno doseči? Našega oksitocinskega, CEO-ja, pa zanima, kako bomo to dosegli. In tu je razlika v tej valuti. Tu je razlika, ali je pozornost usmerjena zgolj na rezultat, ali pa je ta pozornost usmerjena in nadgrajena z prisotnostjo. Na doseganje rezultata na dolgi rok. In tule se zdaj lahko malo poigramo. Katere možgane dejansko stimulira umetna inteligenca? Katere simulira? Absolutno levo. In če vas vprašam naslednje vprašanje, ali so vodjem šteti dnevi? A so jim? Katerim? CPU-jem ali CEO-jem? Zagotovo CPU-jem. Zato, ker to umetna inteligenca prinaša, ne rabimo ga več. Ker še hitreje prihaja do rešitev, kot on. In če pogledamo, ne bi rad našega nesrečnega Elona tule zdaj vedno znova vlekel ven, pa kaj se tam dogaja? Ne? Imamo IQ, relativno visok, manjka pa nekaj na drugi strani. In danes vidimo, kakšne odločitve, koliko so njegove odločitve dejansko dolgoročne. In v kolikšni meri so povezane k hranjenju njegovega ega, ali pa res k dobrobiti za človeštvo. To vidimo vsak dan. In zato vodja prihodnosti je tisti, ki bo sposoben razvijati predvsem socialno inteligenco. Ki bo gradil na IQ-ju. Ampak tu bo, ne vem, za ta del bo relativno dobro poskrbela umetna inteligenca. Ampak nekdo, ki se bo predvsem tega drugega dela zavedal. Oboje rabimo. Predvsem, da v vsakem trenutku ugotovimo, kako se odločamo. A se odločamo odgovorno? To pomeni, a smo sposobni dati odgovor na dolgi rok. Odgovor, ki služi nekemu smislu, ki ljudem daje občutek varnosti in ki jim daje ta občutek, da lahko dostopajo do svojega polnega potenciala. Torej, vodja ali voditelj. A svet res potrebuje še več vodij, ki vse znajo, ali pa mislijo, da vse znajo. Ali pa svet potrebuje več vodij, voditeljev, ki se vračajo k temu, da postanejo človek ali ostanejo človek. In v današnjem svetu, kako ostati človek? V današnjem svetu, kjer nam dejansko ritem vsakega dneva narekujejo aplikacije, kjer nam ChatGPT, Gemini in vsi ostali dajejo že izredno koristne nasvete in priporočila. V današnjem svetu, ker več časa namenimo zaslonu kot pogledu in izmenjavi pogledov z drugim človekom. Kako v tem času ostati človek? To je bistveno vprašanje. In mislim, da je precej bolj smiselno, da se začnemo spraševati nekaj drugega. Ne kako tehnologijo narediti bolj človeško, ampak kako mi postati bolj človeški v tehnološkem svetu. In na koncu je bistveno vprašanje, ne kaj želimo doseči, ampak kdo želimo postati v tem svetu, kdo bomo, kaj želimo pomeniti, kaj želimo predstavljati za ta svet in za ljudi, ki nas obkrožajo. Da ne pozabimo tega. Algoritem zna ponavljati, algoritem zna procesirati, tako kot naš CPU. Kaj zna človek, je pa ustvarjati. In človek zna preseči. In eno stvar bi vam na koncu še podal tako, na dušo, nekaj, kar sem tudi sam ugotovil. Vkolikor ne bomo gradili na tej povezanosti, na tej prisnosti, na tej prisotnosti, bomo karkoli bomo počeli v življenju, bo vse izgubilo svoj smisel. Nekega dne se bomo spraševali, a smo dejansko plezali po pravem zidu. Na drugi strani bomo ugotovili, da so vsi za nami in čakajo še vedno na drugi strani. Zadnja raziskava, in vedno znova poudarim, o zadovoljstvu človeka, ko so spraševali seveda najrazličnejše ljudi, ki so odhajali iz tega planeta, kaj je tisto, kar bi želeli nadomestiti? Seveda so rekli, biti boljši v odnosih, biti bolj prisoten z vsemi. In če iz te raziskave vzamemo samo eno misel, ta raziskava pravi eno stvar. Odnosi, ki jih dosežemo do svojega 50. leta, bodo vplivali na našo usodo v naslednjih 30 letih. Zato se splača staviti na to, kar
človek ustvari in lahko preseže in predvsem skozi odnos. Tako da hvala lepa. Zdaj s Klemnom nadaljujeva še 1 na 1. Za vse, ki bi se pa kljub temu želeli še malo družiti v tem digitalnem svetu, pa tako, en sken, dobrodošli na spletni strani. Na začetku sem mogel iti nujno na WC, tako da se ti upravičujem. Jaz tudi mogel. Ampak sem videl, da si se lotil moje najljubše tematike na tem svetu v zadnjih 5 let. Ljubezen. Ljubezen, ja. Ne vem, v bistvu je taka tematika, da želim dati ljudem priložnost za debato, ampak bi vseeno eno vprašanje jaz sprejel. Rekel si zavedanje, ne? Nikoli nam pozabil po moji tej 10-dnevni peklenski vipasani. Je napočil čas, da smo se lahko spet pogovarjali med sabo po 10 dnevih meditacije in vsak je imel svojo izkušnjo podelil in jaz sem tam samo stal in sem videl, da imam super moč. In to je, da vidim realnost zelo fino. Nekdo je nekaj rekel, nekdo je naredil nek dražljaj oziroma nek premik na obrazu. Čutil sem njegova čustva vmes, kako je on to zaznal. Čutil sem sebe. Vse, kar se je v tistem pogovoru dogajalo, sem zelo fino čutil in zaznaval. In sem rekel, to je res super moč. In če to primerjam z nekim svojim obdobjem, ko sem bil od česa odvisen, sem bil otopel. Vse, kar je bila moja realnost, je bil moj notranji svet misli, ki so bile temne. In sem rekel, najbolj pomembna stvar v življenju je pozornost pa zavedanje. In hotel sem se samo vprašati, kako ti kultiviraš to, da bolj čutiš realnost sebe in druge. Imel sem zelo podobno izkušnjo temu, kar si tudi sam razlagal. Meni je največ v življenju prinesla res tišina. Veš, nek umik v neko tišino. Bil sem po vseh mogočih, ne bom rekel institucijah, recimo v samostanih, v gozdovih, v jamah, kjerkoli. In tam je svet drugačen. Zato, ker tvoj ego slej ko prej utihne. Zato, ker veš, ti vedno rabiš zato, da je tvoj ego živ, aktiven, dinamičen. Rabiš nekoga na drugi strani. Tu si pa sam sabo. In zelo težko folira samega sebe več kot 3 dni. Tako da absolutno priporočam, če že gre kdo v samo, da to traja vsaj neki dni. Vsaj 3+, tam nekje. Ki potem se začne res v nekem notranjem svetu dogajati precej zanimivega. Ja, se mi zdi, da ta dopaminski svet, v katerem živimo, o tem sem, ne vem, če sem o kateri stvari več govoril, več kot o Bitcoinu na podcastu. Ampak ja, to, ko ego obstaja in želi se potešiti, želi biti v redu, in potem ima ta svet na voljo vsega živega, skoraj zastonj. In padati v to brezno je verjetno lahko zares peko. In to opažam pri družbi, pri ljudeh, ki niso v redu. V večini primerov moje opažanje je problem s tem. In ta ljubezen, kaj si rekel, daj povej mi, kaj to je. Evo. Ljubezen? V prvi vrsti je zame, vsaj osebno, ljubezen je sprejemanje. To pomeni, da nujno ne pogledam na svojo partnerko, ki leži zvečer poleg mene v posli, pa si mislim, kako bi bilo dobro, da si drugačna. Zato, ker morda nekdo ni čisto v skladu s tvojimi pričakovanji. Pa kar se ne sprašujemo, je ta svoja pričakovanja si znamo zelo hitro postaviti, zelo hitro se lahko vprašamo, kaj si želimo. Po drugi strani se pa ne vprašamo, ali
ima tudi oseba na drugi strani pravzaprav sposobnost, potencial, da ta tvoja pričakovanja uresniči. Od ljudi, ker nekaj zahtevamo, kakšni bi mogli biti. Zato, ker smo si sami ustvarili neko idealno podobo. Pa lahko to v nekem družinskem življenju, lahko je to partner, partnerka, lahko je to otrok, lahko je to v organizacijskem okolju, sodelavka, sodelavci. Doskrat, ko delam z vodji, vidim, da rečejo, ja, veš, niso takšni kot jaz. Seveda niso. Verjetno razlog, zakaj si, kjer si. Zato, ker če bi vsi že bili takšni kot ti, bi verjetno bili na tvojem mestu. Ampak to mora biti ideja, da te nekega dne lahko nekdo nadomesti, preseže, ki to pomeni, ne vem, na vse zadnje boš lahko šel nekam na počitnice za svojo družino, se končno družini po svetu, brez da si, ne vem, vsakih 10 minut na svojem telefonu ali pa na elektronski pošti. Super. Ampak tu se začne, veš, ta iskrenost pri samem sebi, da je najverjetneje v meni problem, da si jaz postavljam nerealna pričakovanja in da najverjetneje moram malo pričakovanja znižati. Če pa jih ne želim, pa drugemu človeku povej, kaj pričakuješ. In po bo zelo hitro videl, ali se tudi sam vidi, ne, v tvojih pričakovanjih, ker če temu ni tako, pol najverjetneje si prišparil veliko gorja nekje v življenju, ker nekega dne, ne, ti boš seveda vztrajal v teh svojih pričakovanjih, druga oseba teh tvojih pričakovanj ne bo uresničila in to je na koncu seveda programiran konflikt. Neusklajena pričakovanja so programirane zamere, sovraštva, nepotrebna jeza. Se mi zdi, da je sprejemanje taka zelo kočljiva stvar lahko, ker ko govorimo o njej ali pa o ljubezni, v bistvu postane to pričakovanje. Ne? Jaz od sebe pričakujem, da sprejemam, ker sem tako bral v knjigah, ker je tako Gregor rekel, ker se to na podcastu govori. Ne? Ampak mogoče v določenih situacijah ne moreš sprejeti, lahko pa sprejmeš, da zdaj ne sprejemaš. Ne? In v bistvu rešitev za to zanko je sprejemanje realnosti zdaj. In to se lahko zgodi samo v preseku zdajšnjega trenutka. Se upravičujem, če sem preveč v moji glavi ima smisla, ne? Ampak jaz kdaj kar rečem in potem ljudje gledajo. Ne? Sam to se hotel podeliti, ampak bom dal zdaj šanso publiki. Mislim, mogoče, Klemen, samo ta dodatek k temu, kar si rekel. Ne, veš, težko boš sprejemal nekoga drugega, če ne sprejemaš samega sebe. Težko boš ljubil, če ne ljubiš na nek način, ne sprejemaš. Zato poudarjam, da je zame ljubezen sprejemanje, če ne ljubiš samega sebe. Težko. Lahko si ti morda nežen do nekoga drugega, zato ker misliš, da je tako prav, da se to pričakuje. Ampak v tistem trenutku, ko oseba na drugi strani ne bo v skladu s tvojimi pričakovanji, boš ti zelo malo nežen. In težko se naučiš, ne, te nežnosti, če se ne učiš na samem sebi. V prvi vrsti, da sebe sprejemaš. Le kolikrat smo grobi do samega sebe. Ne, in potem se seveda vprašaš, ne, a je bil to grob tudi do nekoga drugega, ki je bil v podobni situaciji? Ne bi. Odkot to samo kaznovanje? Odgovor je lahko zelo kompleksen. Mislim, pa se skriva v dolgotrajnem procesu, raziskovanja sebe. So se ne raba več toliko ukvarjati z to kompleksnostjo. Lahko začnemo že zdaj, tukaj in zdaj, v tem trenutku, z tem sprejemanjem samega sebe. Sem čisto ok, tudi če nekaj ni perfektno. Sem čisto ok, tudi če rečem ne. Sem čisto ok, ne vem, če ni zdaj v tem trenutku nekaj narejeno. Mislim, tudi čisto ok, če pokažem svoje čustva, da nisem zdaj tist najmočnejši. Sem ok. Res pa, da je to, veš, tudi zahteva trening. Da si večkrat rečeš, da sem ok. Da je v redu. Ja, da se imaš rad na nek način in to včasih ni mogoče. Mogoče si je pa postavil to vprašanje, a si želim dobro, a ne? In se mi zdi, da vesolje je tako narejeno, da je kar odgovor ja. Če pa ni, pa moraš iti sam še onkraj tistega, zakaj ni, spet si želiš dobro. Dobro je dobro. To je v bistvu tudi matematika. Ne? In ja, prosim, vprašanje, ker bova zabluzila. Lahko roko dvignete, pa prinesejo do vas. Evo tam. Po bistveno manj vprašanj kot prej.
To se ogrevajo. Okay. Razumem. Evo, lepo zdrav. Moje vprašanje pa je sledeče. A je kak use case za vodjo, ki je na levi strani oziroma na dopaminski strani možganov? Zdaj smo se pogovarjali, da je ful dobro, da je nekdo dolgoročno vizijo pa povezanost išče, ampak določeni use cases sem pa prepričan, da tudi pol kličejo po nekih dopaminskih akcijah. Še enkrat, človek je analogno bitje. Kar mi počnemo, mi ga digitaliziramo s tem, da krepimo ta levi del naših možganov in začnemo stvari procesirati. Brez da razmišljamo, kje je zdaj tule širina, kje je globina, kje je neka dolgoročnost, daljnovidnost. Če nekaj počnem v tem trenutku na ta način, in to marsikoga vprašam, a si predstavljaš, da boš to na točno tak način počel tudi čez 5 ali pa 10 let? Ja ne, to pa ne. Se mi bo zmešal ali pa bom izgoril. Nekaj se jim bo zgodilo. Ampak kaj te bo ustavil? To je moje vprašanje. Kaj te bo ustavil? Ti boš nadaljeval in če v tem trenutku, to, kar je tudi Klemen rekel, ne ozavestiš tega, da če tole ni neka strategija, ki jo lahko ti trajnostno, dolgoročno pelješ, moraš v tem trenutku nekaj spremeniti. To pomeni, kako lahko ta oksitocin dobim, tako da začnem ta dopaminski naval nekje pri sebi zmanjševati. In tako, kako krepimo desno možgansko polovico? Lahko je umetnost. Koliko od vas gre kdaj? Ne vem. Super, da ste danes tule. Mogoče naslednja nedelja odlična priložnost za obisk galerije. Skušati razumeti, kaj ta motiv pravi, probati sam slikati. Jaz sem, takrat, ko sem še bil seveda v korporacijskem svetu, zato da sem ohranil vsaj malo tole ravnovesje, pa seveda zdravo glavo, sem začel slikati. Našel sem si nekje, šel sem na internet, pogledal, kje se lahko jaz naučim slikati. In zanimivo, našel sem mojstra na Dunaju. Sem se pelal, to sem ponavadi vedno počel, okoli svojega rojstnega dneva, to, kako nagraditi samega sebe, tako da se malo namučiš, naučil se bom nekaj novega in učil sem se svašta, od aromaterapije do, kot rečeno, ali sem šel nekje za en teden, bil sem v Stični en teden med menihi. To so ljudje, ki se ne pogovarjajo med sabo. To in 8 dni tišine, brez govora. Ko prideš, se voziš domov, imaš občutek sredi Ivančne Gorice, da si v New Yorku. Zato, ker te moti vsak billboard, moti te vsak semafor, radija ne prežigaš, pol še en teden. Zato, ker te vse začne motiti, ker ti moti to tvojo tišino, moti ti ta tvoj mir. Moti ti nek moment, ki si ga dosegel v nekem določenem trenutku, tudi skozi neko večjo mero sprejemanja. Drugi frekvenci si. Popolnoma. Ja. Popolnoma. In slikanje je zame bil nek način, kako se lahko seveda izrazim. Najprej sem sicer začel tako zelo procesirano z leve možganske polovice, kakšen mora biti cilj, jaz moram to sliko končati v tokem in tokem času, vmes seveda sediš, nisi vajen, sedi 9 ur, požrl sem vmes ne vem koliko teh protibolečinskih, tako mojster me gleda, se misli tale, da te vidim. In mi nič ne rekel, prvi dan mi nič ne reče. Drugi dan mi nič ne reče, pa je že skupaj. Prvi dan 9 ur, drugi dan 12, še podaljšam, on mi nič ne reče. Pa tretji dan jaz tako pridem zjutraj in pa vidim, se že tu malo obetavljam. Ko si pripravljam paleto, ko pripravljam cel pribor, pa tako dalje, rekel, kaj pa zdaj? Rekel, danes boš pa malo manj ustvarjalen. Zato, ker si enostavno na mestu ustvarjalnosti spet izsilil neko tekmovanje. In problem leve možganske polovice je, da smo non-stop v tekmi, ali smo v tekmi sam s sabo, v tekmi s časom, v tekmi z drugim. In to je razlika, tole ni tekma, ampak gre za sodelovanje. V prvi vrsti spet sprejemanje, ljubezen, sodelovanje samim sabo. A sploh prenesem svojo bližino? A se prenesem, če sem, sam 24 ur, 3 dni, 8 dni nekje v tišini? Težko. Sploh na začetku. In ko začneš ta del sprejemati, polenkrat vse postaja lepše, svet je lepši, ljudje so bolj prijazni, njihov pogled je bolj prijazen. Človeku vidiš v oči, v globino njegove duše skozi oči. Začne se spreminjati. Začel sem recimo tudi z izraznimi gibi, s plesom. Marsikaj. Pa ne zato, da bi vsak teden nekaj mogel početi, ampak enostavno me marsikdo navduši, skozi svoj pristop do življenja, skozi svoje razumevanje, skozi ta občutek, da je tukaj in zdaj, v tem trenutku, skozi to prisotnost. Me seveda zanima, kaj počne. In ni stvari, ki ne bi bil pripravljen probati. Probaš in pol vidiš, wow, takega se še pa nisem spoznal.
Moram verjeti, da to prihaja iz mene. In se tudi na ta način spoznavaš, vedno bolj sprejemaš. Še ena borba se dogaja v tem vesolju. Bi rekel, to je borba, vsaj pri meni, med znanim in neznanim. Med predavanjem si rekel, človek, ki ve, da želi spremembo ali pa potrebuje spremembo, in to je skok v neznano. In mehanizem, ki ga ta prihodnji jaz, ki ga je strah, oziroma pošle strah nazaj do mene in me paralizira. Kako si se s tem soočil v življenju, se pravi z tem, da si vedel, da je čas za spremembo, pa premagal ta strah, Ja. da si šel v to? Mislim, zame je osnova za pogum, iskrenost. Kaj pomeni iskrenost? Že sama beseda. V slovenščini imamo čudovite izraze. Ne? Iskrenost je sposobnost zanetiti iskro. To pomeni zanetiti iskro, spoznati nekaj novega in nekaj spremeniti, napredovati, narediti en korak naprej. In kaj za me pomeni iskrenost, je v prvi vrsti sploh sposobnost prepoznati, pa tudi pripravljenost priznati, da vse, kar se dogaja v zunanjem svetu, ne glede na to, ali mi je všeč ali mi ni všeč, posledica nekih mojih odločitev. In če mi karkoli ni všeč, pomeni, da moram spremeniti svoje odločitve. In ta iskrenost je potem zame, ta predpogoj, ta temelj, da nekaj spremenim, da nekaj probam, nekaj poskusim, nekaj drugačnega. Se potem vidiš, a sistem, ko si to poskusil, bližje sebi, temu, kar je nekje v tebi. A se zares poznamo? Za največjo modrost v zgodovini človeštva je zapisana na Apolovem templju, v Delfiju, v neposredni bližini Aten. In resnično je največja modrost človeštva. Spoznaj samega sebe. A se dejansko poznamo? Spoznavamo se celo življenje, se ne poznamo. Spoznavamo se, skozi stvari, ki jih počnemo. Spoznavamo se, skozi stvari, do katerih imamo nek odpor, ki jih ne počnemo, ker nam predstavlja, tako kot praviš, nek strah, ker je preveč neke negotovosti. Ampak na koncu, kaj ima za zgubiti v življenju? Vse eno, ni. Že sam izraz, spet en čudovit slovenski izraz. Vse je eno. Vse. Izvolite. Udeleženci. Evo roko. Saj sem dosti časa je treba čakati. Pa. Sem že bil na parih dogodkih. Zdravo. Moje ime je Nik. Mene zanima, glede predloga, ki mi ga je oče povedal, da se ne smeš s svojimi delavci spuščati na prijateljski nivo. Zato, ker prej ko slej prije do nekega izkoriščanja. Zdaj CEO ali pa CPU, kaj zdaj to, pod katero spada zdaj to, a ne? Kako bi to praktično uporabljalo, no? Lej, organizacije so posebna igra. Pač ljudje se zato, da nam ni dolg čas, igramo igre. Vse je pač igra. In če se že odločimo, da gremo v neko organizacijo delati, jaz sem danes SP-jevec, oziroma ne več sam SP-jevec, tudi DO-jevec. Nekoč sem pač v tej organizaciji bil, v tako precej zanimivi in tudi zahtevni igri. In se seveda odločimo, da gremo delati v neko organizacijo, ta organizacija ima neke pravila igre. A drži? In namen organizacije je na koncu seveda, da lastnik doseže neke svoje pričakovanja. In ta pričakovanja lastnika mi definiramo skozi neke cilje znotraj organizacije. To pomeni, namen organizacije je doseganje teh ciljev. In ti si lahko kot vodja in s tem tudi nič ni narobe, podobno če si športni trener ali pa treniraš samega sebe v življenju, si lahko precej brezkompromisen pri doseganju ciljev, vkolikor si zelo dobro nameren pri tem in blagodejen pri tem, kako boš te cilje dosegel. In tu je na koncu bistvo. Zdaj, biti z nekom prijatelj. Vedno vprašanje, z katere perspektive gledaš. Šef je lahko z nekom prijatelj, če se zaveda, v kateri igri sta v tistem trenutku, da tu šteje rezultat. In da seveda za njega veljajo enaka pravila kot za vse druge. Problem v organizacijah je nekako ta bližina.
ker jo zelo pogosto jo napačno interpretiramo, da zdaj pa nismo več tu sam zaradi rezultata, da začnejo lahko veljati neka dvojna merila in to ni v redu. Tu je mogoče malo nevarnost tega razumevanja nekega prijateljstva. Zdaj, jaz sem tudi takrat, ko sem še bil v korporaciji, si seveda z nekom, ki je bil v neposredni bližini tvoje pisarne, morda šel večkrat na kosilo. Zdaj, seveda, sem se premalokrat vprašal, kaj zdaj to pomeni z perspektive vseh ostalih. In potem je ta človek, s katerim seveda greš na kosilo, je malo v nemilosti vseh ostalih, ki reče, opa, tale pa zdaj šefu ritlize, ne? Veš, tale pa se šefu želi dobrikati, se mu želi približati. Ampak temu ni tako. Ampak zato je vedno pomembno, kako drugi tole vidijo. Ja, na koncu si enemu takemu človeku naredil, ne? Veš, nek problem. In zato je zelo pomembno, da vsi razumejo v organizaciji, da to, če si z nekom več časa preživiš, da za njega veljajo popolnoma enaka pravila, kot tudi za nekoga, s katerim ne preživiš več časa. Kar pomeni, ja, lahko si prijatelj, ampak pod pogojem, a si pripravljen to prijateljstvo zastaviti za rezultat. Če se oba s tem strinjata, super. A pa še boljš, a sva lahko prijatelja tudi, če se bova poslovila. In če se oba s tem strinjata, nič narobe. Je pa to težko. Veš, to je razlika, ne? V organizaciji je ta bližina, lahko spodbuja dvojna merila. V družini je ves čas bližina, tam ne moreš kar nekoga, ne? Hvala lepa in nasvidenje, zato ker družinski rezultat ni dosežen. Ne? Ker ti seveda od otroka pričakuješ, da zjutraj pospravi poslo. Ne? Od nekoga drugega mogoče, da ne vem, prideš iz službe, pa te že kosilo čaka na mizi in pol temu ni tako in si za slabe volje. Zakaj bo naredil? To je v družini malo drugače. In to je edina razlika, ki jo jaz vidim, ne, v tem družinskem in organizacijskem vesolju, ne, okolju. Drugače pa, kaj je v osnovi, sorry izrazo, ampak organizacije so dejansko psihiatrija, v katerih ti nadaljuješ svoje nedokončane družinske travme. Zelo preprosto. Se strinjate ali ne, ampak tako je. Šef te malo spominja na fotra, ne? Pol ti njega malo na njega, ko je bil majhen, ne? In ti želi seveda takoj zlomiti duha in to je to so te igre. Pač čista psihiatrija. In zdaj je moje vprašanje, ne? Kako iz tega zaprtega oddelka narediti vse odprti oddelek? In to je največji del mojega dela. Tako da nekdo mogoče nekega dne celo lahko reče, zdaj sem pa vzdravljen, zdaj pa lahko tole zapustim. Hvala Bogu, čestitke. Vso srečo na tvoji samostojni poti. Da gremo govoriti kaj o... Aha, tamle, roka. Bravo. Halo, ja. Živo. Če se sam navežem na to zadnje, se pravi, to je za aspekt, ko sta ločena družina pa podjetje. Kaj za nas srečnike, ki je tudi fotor šef? A mi gremo sam na psihiatrijo se prijaviti ali je kakšna druga varianta za nas? Veš, to je pa, ja. Bravo. Najprej čestitke, da si še vedno tukaj. Je pa to je slovenski fenomen, ne? Ravno ta družinska podjetja, težave prenosa, ne? Seveda tega lastništva, nezaupanja naslednji generaciji, tako da tukaj pa posebej veliko dela, ampak to tudi najraje počnem. Malo imam tega sadomazohistična tudi v sebi, tako da se posebej rad spuščam v take zgodbe. Je pa to je zaprti oddelek, ja, tako če bi primerjal. Lahko kar naprej. Roko dvignete. Halo? Tukaj, živjo. Kar ustane. Jaz bi se najprej zahvalil, ker ste načeli to temo o človečnosti, ne, da smo dejansko mi tukaj, da govorimo o tem faktorju, kar nas dela ljudi. Ne. In rad bi vas vprašal, kako mi dan zapustimo to dvorano, pa živimo, poskušamo uspeti v nekem svetu, kjer brez neke spletne prezence ne obstajaš. Kako lahko na eni strani smo na spletu, imamo neko spletno prezenco, ampak na drugi strani še vedno živimo v momentu? Veš, zelo pomembno je, da postaneš režiser v tej igri. To pomeni, da se zavedaš, kdaj je potrebno stopiti iz odra in opazovati. In tudi, kdaj je potrebno nazaj stopiti v oder. To je tisto, kar spreminja zelo veliko stvari v življenju. In zdaj
igrajmo se te igre, vse drugače bi nam bil dolg čas, zagotovo. Imamo posel, imamo druge igre, imamo partnerstva, imamo odnos starši, otroci in tako dalje. In zelo pomembno je, kako te igre igramo. In kar ti absolutno ne priporočam, je, da v teh igrah pozabimo na ta človeški faktor. Ampak kako krepiti ta človeški faktor? Zato, da te igre, če prav se jih igramo, pridobivajo na svoje vrednosti. Predvsem tako, da ves čas usklajujemo medsebojna pričakovanja z vsemi. Lahko je to recimo nek family meeting, ki ga imaš vsako soboto ali pa zdaj nedeljo zvečer, ker si lahko postavi zgolj 3 vprašanja. Ej, draga, ali pa sine, daj mi povej, kje sva kul, kaj deluje v tem najinem odnosu, zato da začnemo z nečim pozitivnim. Drugo vprašanje, kaj je bilo pa smiselno spremeniti, kaj nama ni všeč, kaj tebi ni všeč, kako lahko ta odnos popraviva. In tretje vprašanje, česa še ne počneva, kaj bi bilo dobro v tem odnosu uvesti. In to je lahko odlična podlaga za to, da ta medsebojna pričakovanja ves čas usklajujemo. Bolj pogosto usklajujemo medsebojna pričakovanja, manjša je verjetnost, da bo prišlo do nekih konfliktov. In najpogostejši, spet slovenski šport, najpogostejši konflikt v Sloveniji, pa v tem slovenskem prostoru, je tako imenovani hladni konflikt. A ste kdaj imeli, da se pač oče ni pogovarjal z mamo in smo imeli to, temu rečemo tihe maše. Tako. Ne? V osnovi sta v konfliktu. In to je najtežji konflikt. Kaj je potrebno narediti? Čim prej ga je treba ogreti. Bistveno lažje je pogastiti nek vroč konflikt, ne, ker je ta plamen, ne, tam je treba samo neka pravila igre postaviti, se skupaj vsesti, se nekaj zmeniti. Tole pa hudič. Če drug ni pripravljen si izjasniti, ne, kaj je v redu, kaj je potrebno spremeniti, kaj bi bilo dobro uvesti. In ga treba malo k tem spodbujati. In to je neka dobra osnova, kako ta medsebojna pričakovanja ves čas usklajujemo, zato da konflikt ne pride do nekega vrelišča. Ker mi smo načeloma, dokaj nimamo usklajenih pričakovanj in dejansko vemo, kaj drug od drugega pričakujemo. Pravzaprav smo ves čas v konfliktu. In naša naloga je kalibracija, to pomeni usklajevanje teh medsebojnih pričakovanj. In konflikt je super, če ga počnemo, če se ga lotevamo na zdrav način. Tako da napredujemo, da nek odnos nadgrajujemo, da se skozi njega razvijamo. In to je vse, kar moramo početi. Kaj deluje, kaj je bilo smiselno spremeniti in kaj bi bilo dobro uvesti. 3 zlata vprašanja na vseh področjih. V firmi, z otrokom, s prijatelji, ženo, z možem, s komerkoli. Vedno znova. Je to delni odgovor na tvoje vprašanje? Izboljšamo te igre, v katerih smo. Zakaj počnemo te igre? Vse to je neko nadomeščanje držajev, ki smo jih dobivali, pa nismo dobivali nekje v otroštvu. Danes pač malo drugega. Se z drugim igramo. En je malo oče, malo kritičen, drug malo to sprejme, se malo upira, imamo tega opornika in to pol hitro zamenjata, spet drugače. In to nas poživlja, samo dajmo to početi na malo bolj človeški način. Tako da se na koncu tudi nekaj zmenimo. Ja, to sem se spomnil, ko si govoril o platnu pa o slikanju. Sem se s prijateljico pogovarjal, ki je slikarka. Pa sem rekel, wow, koliko zanimivo, nekdo, ki v svojem življenju počne čist nekaj drugačnega kot jaz. Se pravi, slika in to je umetnost, jaz pa delam nekaj, ki se reče podjetništvo. In pa so se bolj o tem pogovarjala, ona ima neka orodja, ima neko sicer omejen del, kjer ustvarja, in vzame to orodje, odloči, kjer je barve, in gor nekaj naslika, in ustvari nekaj, česar prej ni bilo. Sem rekel, sam jaz tudi to delam. Sam platno je. Ta igra nima toliko omejitev, gre onkraj tega platna. In se mi zdi, da je vsaka stvar v življenju taka. To je v bistvu neka alkimija, ali kako. Ti vzemaš stvari, ki so ti na voljo, v katerih se kopaš in narediš nekaj novega iz tega. To je čisto vse. In prej, ko ste se Jani pa Jure pogovarjala, pa so bila vprašanja o vrednotah, pa zakaj delaš neko podjetništvo, zakaj igraš to igro. Pač ustvarjaš. Ne moreš vprašati umetnika, zakaj slikaš to sliko. Pač slikaš jo. In se mi zdi, da čudno mi je, da to vključujemo. A ni vse umetnost, vse je kreacija človeška. Tu je zelo pomembno tudi vprašanje smisla.
Zdaj, jaz mislim, da to je eno vprašanje, ki bi se ga mogel vsak vprašati, ne? Ali sem v neki zvezi, ali sem v nekem odnosu, ali sem v nekem organizacijskem okolju, ne? V katerem delujem tako ali drugače, ali sem v tem okolju še vedno ustvarjalen, ali v tem okolju vidim smisel na dolgi rok. A se vidim, da bi lahko rekel, ok, ne? Lej, to je pa neki, tako uživam v tej igri, tako mi je kul, tako sem ok, da bi lahko to počel do konca svojih dni. In tisti, ki lahko seveda pozitivno odgovori na to vprašanje, super. Zdaj, moramo biti tudi iskreni, ne? Zdaj, kolikrat si to vprašanje dejansko zastavimo. Recimo, kako sem? Doskrat se vprašam, kako si, super, top, vrhunsko, ne? A pa lahko bi bilo boljše, ne? A pa še karkoli drugega. Ampak kolikrat to vprašanje sebi samemu postavimo, kako sem? Ampak kako sem zares? In če odgovor na to vprašanje ni navdihujoč, ne? Tako da rečemo, top sem, res sem kul v svoji koži, sprejemam se, nežen sem do sebe, ljubim to, kar počnem, rad imam sebe na koncu, ne z vidika tega ega, ampak tako, glej, kul sem, dobro se počutim v svoji koži. In če ta odgovor ni takšen, pol imamo izziv. Zato, ker to vprašanje je pravzaprav kontrolno vprašanje za dva druga vprašanja. Kdo sem? Kaj so moje vrednote? In če moje vprašanje, kako sem zares, ni takšno, kot bi želel, pomeni se moram vprašati, a živim v skladu s svojimi vrednotami. Ker če ne, bo življenje stavilo račun, dejstvo. Lahko je to bolezen, Bog ne daj, lahko je kaj drugega, ampak življenje vedno izstavi račun. In potem je drugo vprašanje, na drugi strani, ne, tega mostu, kako sem zares, je pa zakaj sem? Kaj je to moje poslanstvo? Kaj mi daje ta ogenj, kaj mi daje plamen, v čem res uživam, ko imam občutek, da ustvarjam. In če sta oba odgovora, ne, pozitivna, živim v skladu s svojimi vrednotami, popolnoma, ker če ne, moram nekaj spremeniti. In živim v skladu s svojim poslanstvom, tudi zakaj sem, mi je jasno, imam ta svoj plamen, vem, kaj počnem, imam občutek, da ustvarjam. Pol odgovor, kako sem zares, ne more biti negativen, je lahko navdihujoč. Tule čutiš ta plamen, tu čutiš ta smisel. In to je zame bistveno vprašanje. Jaz mislim, da je to vprašanje, ki bi se ga mogli vsak dan parkrat postaviti. Zato, ker je to kontrolno vprašanje, a sem v življenju na svoji poti, ali sem nekje zašel v slepo ulico. Zato, ker živim sanje nekoga drugega, ali pa uresničujem želje nekoga drugega, ali pa njegova pričakovanja, sam ne svoja. Sem pol je to zapravljeno življenje. A se ti zdi, Gregor, da človek, ki se ne sprašuje teh stvari, ki je popolnoma v flowu, in kdaj srečam te ljudi, ki želim z njimi v debato filozofsko, in njihov CPU sploh ne zaznava, o čem jaz govorim. Oni so toliko potopljeni v flow življenja, da se niti ne sprašujejo, a so srečni, a so nesrečni, a imajo poslanstvo. Oni samo so. A se ti zdi, kaj si govoril, se rekel, to je zelo uporabno, če nisi. Na še enem višjem nivoju to se odpade, ker ni potrebno. Drži. Kdaj se v bistvu si znamo predstavljati neko gospo, ki obdeluje vrta, ne? Se ona zdaj takrat sprašuje, a ima to smisla, a imam smisel v življenju. Ona in vrt sta ista stvar. Ja. In srečen doskrat taki ljudi, ne? Se zelo hitro vidiš, ne? Veš, da ti ustvarjaš. Oziroma, kdaj veš, da ustvarjaš? Ustvarjaš takrat, ko te nekaj polni. Veš, ko padeš noter, pa bi lahko to, ona verjetno ustvarja na tem vrtu, ker pravi, v tem tako uživam, da bi lahko to počela non-stop. Pol to verjetno ni oseba, ki pride tako, spet me je v križu užgal, karkoli, ne? Veš, ko ti ustvarjaš, te nikjer ne užge. Zato, ker je telo je pretočno. Ta energija se ustvarja, tam ni bolečine. Jaz, ko sem začel slikati, jaz sem začetku nisem ustvarjal. Jaz sem danes lahko ure in ure za platnom in me ne več ne boli. Ne rabim več teh protibolečinskih tablet. Zato, ker končno ustvarjam. Ni več to, več ta tekmovalnost, kaj moram narediti, moram. Ampak lahko. Drug duh je v in mi daje aktivnosti. energijo. Kaj tebi energijo jemlje? Energijo ti jemlje tisto, ko ti moraš, moram. To ti jemlje energijo. In če nekaj moraš, ne, je potem
Po mojem, preden prideš do tistega lahko, ne, je že zelo dobra ta tranzicija v zmorem. Ogromna razlika. Že to. Ne nekaj moram, ampak zmorem. Ne. Moram po otroka v vrtec. Ali pa moram po otroka v šolo. Moram možno skuhati kosilo. Ne, zmorem. V prvi fazi zmorem. Že to spreminja ta energijski flow. Da pa to lahko rečem, glej, lahko grem po otroka v vrtec. Lahko grem po otroka v šolo. Mar se kdo ga nima. Imam nekoga, ki pride k meni za mojo mizo, se usede in lahko ga razvajam s tem, da mu pripravim dober obrok. Bude tudi super, da seveda on tole recipročno vrne na kak drug način, ampak tako, to je nekje začetek. Kar mikrofon dajte gospodu. Hvala nekaj povedati. Veš, kaj se hoče še govoriti s tabo o izgubi smisla, če ti čutiš. Ne, zdaj pa ne. Če čutiš v družbi to, pa če ja, sem par slišal teorij, zakaj ne bi bilo temu tako. Ena je izguba religije. Recimo, prejšnjo stoletje je bilo zelo izrazito, smo šli v to smer, racionalno. Smo rekli, Boga več ne rabimo. Drugo je to ugodje, pa to ugodje pol te vrže ven iz flova, zato ker ti ni treba biti v flovu in potem se začneš spraševati, kaj je smisel življenja in ti to nagaja. Verjetno je teh teorij še ful, ampak mogoče lahko malo o temu govoriva, o smislu. Predvsej lažje najti nesmisel kot smisel v življenju. Več, to je podobno kot pri čebuli. Več teh nesmislov odstraniš, več je verjetnost, da na koncu prideš do svojega smisla. Jaz sem tudi vedno rekel, bil sem dolg v trgovskem podjetju, ko imam jaz trgovino. Sem verjetno najslabši nakupovalec, kaj obstaja. Niti v trgovino ne hodim, niti prej nisem zelo veliko v trgovino zahajal. Vseeno mi je bilo, kje moja žena kupuje. Nisem je vezal, da mora zdaj kupovati točno v eni trgovini in na to vezal zvestobo, neko lojalnost v najnem odnosu. In v osnovi mi trgovina me nikoli ni posebej zanimala. Še danes me ne. Kar me je bolj zanimalo je, kako se tega iti. Tudi če bi proizvajal vijake, karkoli. Vijake tudi za nekaj rabiš. Bolj pomembno je, kako bomo to počeli. Veš, skozi nek odnos. Spet smo nazaj pri temu, kaj lahko skozi nek odnos ustvarimo. A tudi drugi vidijo v tem smislu. Zadnjič sem bil v enem podjetju in zame je bilo to fascinantno. Podjetje, kjer je večina zaposlenih smetarjev. Mimogrede ni slovensko podjetje, je nekje v tujini. Večina smetarjev. Jaz sem stopil v to zgradbo noter in sem imel občutek, wow, koliko smisla. Noro. Ko so ti ljudje prišli ven s ponosom in ti dan je ravno bil tako, po naključju, fotoshooting. Redko sem videl toliko ponosa. In potem me je seveda zanimalo, kaj je tisto pri tvojem delu, v čemer najbolj uživaš. Ko veš, da bi ti težko rekel, enostavno, ko mi čakam, da se zjutraj zbudim, da sem del te krasne ekipe. In delamo nekaj dobrega. In to podjetje si je postavilo za svojo vizijo. Pazi, podjetje, ki se ukvarja seveda s tem, da monetizira odpadke, zero waste. Wow. A si predstavljaš? To meni podjetje, ki se ukvarja z predelavo odpadkov, bo za svojo vizijo zero waste, bo ta proces toliko optimiral, da bo na koncu imeli zmagovalno formulo tudi za vse ostale. Noro. Ker so šli iz enega ekstrema v drugega, pot, ki bojo tule upravili, je fascinantna. In celotno podjetje, od smetarja do vodstva, vsi so vključeni v ta proces, vsi razmišljajo, vse sprašujejo. Kako ti tako delovno mesto ne bi dalo smisla, ker imaš občutek, da si pomemben, vreden, ker imaš občutek, da lahko rečeš karkoli, da lahko vprašaš karkoli, ker je ta bližina prisotna. To ti daje smisel. To je ta zavzetost, o kateri smo prej govorili. To je to. Smisel, varnost, ta dostopnost. Ne bom zvečer, ga veš, pil okol, ker vem, da sem drugi dan del te ekipe in ekipa me potrebuje. Ogromna razlika. Vidiš, ustvarjanje. Ustvarjanje, ja. Se vidva v mojem studiu za 3 urce naslednjič. Okay. Zdaj moramo pa končati. Top. Kaj, še eno vprašanje? Še čas za eno vprašanje? Lahko, ja.
Ja, skratka, jaz delam v eni ekipi malo bolj nadpovprečno ambicioznih nepremičninarjev in zdaj izziv, s katerim se mi srečujemo, je, da imamo blazno velika nihanja v poslu. Se pravi, pride serija 3 tednov, ko delamo, ne vem, 12 do 14 ur, treba je pač stisniti v dopaminski segment, ne, da realiziramo neke stvari, ne. Potem prije pa kak teden, ko dejansko si skoraj na nuli ali pa mogoče kak mail, 1 urica, ne. Zdaj, kako najti v taki branži nek work-life balance, da pač je dolgotrajno vzdržljivo in za zdravje in za družino. Mislim, veš, s tem, ko ekipo navajaš, ne, super je ta dopaminski del, ki gre skozi nek napredek, skozi nek razvoj, ker se treba za nekaj potruditi. To je super. Ampak, veš, po drugi strani, kar je izziv sodobnega sveta, lahko to dobiš bistveno hitreje kjerkoli druge, bodi si na telefonu, na TV-ju, in tu je potem nevarnost, tu se potem ta smisel izgublja. Pomeni, ta smisel boš ti mogel nadgraditi, nadoknaditi spet z oksitocinom. Res to povezano, s to prisotnostjo, ni drugega. Mogo bo spodbujati, se ne rabi zelo veliko. A si kdaj ekipo vprašal, daj mi povej, a vidiš smisel svojega dela? A vidiš smisel v tem, kar skupaj počnemo? In če ga ne vidi, nič narobe, kaj bi se pa moglo spremeniti? Veš, spet enaka vprašanja. Kaj deluje, kaj je potrebno spremeniti, kaj je potrebno uvesti? 3 zlata vprašanja, ki so game changer, ki spreminjajo marsikaj. Kaj bi mogli spremeniti, zato da bi videli več smisla? Že skozi ta del. In to lahko počnete non-stop. Tudi veš, da če imate neko naporno obdobje, ker je treba, veš, malo bolj stisniti, ker je več nekega v krajšem časovnem obdobju, več nekega dela, neke dinamike, večje intenzivnosti, ne pozabite potem tudi, veš, to ustrezno proslaviti. Pa to ne rabi biti zdaj, ne vem, rajanje 3 dni ali pa 5 dni, karkoli. Mimogrede velja tudi za vsakega izmed nas. Verjetno marsikdo, in to je tudi malo slovenski fenomen, ima težavo s tem, ko nek cilj doseže, se potem počuti precej praznega. Naj ne bo fora v tem, da si ti cilj dosegel, naj bo fora v tem, kaj sledi temu, ko boš ta cilj dosegel. Razvajal se bo z nečim, v čem res uživaš. Pa lahko to, glej, ne da bi zdaj propagiral alkohol, lahko to je en dober rum, lahko je cigara, lahko je sprehod z ženo, lahko sprehod s psom, karkoli, neki, zaradi tega si to počel. Jaz sem nekoč živel pod Šmarno goro. Moja edina motivacija ni bila to, da jaz pridem na Šmarno goro. Moja motivacija je bil sladoled. In ko ni bilo sladoleda, en dan, mi je motivacija padla, da sploh še grem na Šmarno goro. Ni bila fora v tem. Fora je bila v tem, kaj me čaka potem. To mi je bilo interesantno. Pa mogoče, Klemen, bi se vseeno vrnil samo kot nek zaključek na tvoje prejšnje vprašanje, ne? Ker se danes sprašujemo, a ljudje še vidijo smisel, ne? Veš, kaj je zdaj za to generacija? Zelo preprosto. Starši nekaj govorimo, drugi delamo. Drugo delamo. Pomeni, kot starši nimamo integritete. Kar pomeni, naši otroci nam seveda ne nasedajo več. Mi govorimo o nekem smislu, o nekih vrednotah, ki jih ne živimo. To pomeni, ne vem, kdo je zdaj učitelj, ki nas bo spravil na pravo pot. To zagotovo niso starši. In vrednote so vsakemu zelo pomembne, vsi jih iščemo, neke stvari so nam pomembne. Kje je problem, da nas nihče ni naučil, kako jih živeti? In lahko je to, veš, religija, lahko je to, ne vem, nekdo, ki se z otroki ukvarja, ki jih uči tega sprejemanja, tudi skozi ugotavljanje, kaj jim je pomembno in kaj jim ni pomembno, zato da znajo te nesmisle v življenju odstraniti. In več boš nekih nesmislov v življenju odstranil, lažje boš našel smisel. Se ti se ne rabi spraševati, kaj je smisel življenja. Kaj je smisel življenja? Je življenje. Preprosto. Živi, uživaj, dokler lahko.